Z decembrskim plenarnim zasedanjem zaključujemo delo v Evropskem parlamentu v letu 2021. Drugo polovico leta je zaznamovalo slovensko predsedovanje, zato z moje strani iskrene čestitke tako celotni vladi, gospodu Anžetu Logarju, ki nas je zelo uspešno zastopal v Evropskem parlamentu, kakor tudi odgovornim po slovenskih ministrstvih in tudi na stalnem predstavništvu v Bruslju, ki so odlično opravili svoje delo in Slovenijo dobro predstavili v Evropski uniji v tej času predsedovanja. Tudi sam sem gradil kamenček v ta mozaik s konferenco o pametnih vaseh na gradu Reichenburg. Na decembrskem zasedanju obravnavamo številne teme: ureditev digitalnega trga, pravilo, kaj je nezakonito v normalnem svetu, je nezakonito tudi v digitalnem svetu, in pravičnejša delitev velikega digitalnega kolača je osnovni cilj te uredbe. Obravnavamo tudi situacijo v Rusiji, ki je zelo resna. Na eni strani podelimo nagrado Alekseju Navalnemu, Saharova nagrada za ruskega oporečnika, po drugi strani pa je dobila Rusija zelo jasen signal, da ne sme prestopiti meje v Ukrajini, sicer bo deležna ostrih političnih in gospodarskih sankcij. Ob zaključku leta, v katerem smo bili še vedno v COVID primežu, vam želim vesele in blagoslovljene božične praznike, uspešno v leto 2022. Upam, da nas COVID izpusti, na drugi strani pa, da tudi dobro izpeljemo volilno leto, kajti tudi od teh rezultatov bo zelo odvisno, kakšna bo prihodnost Slovenije v prihodnje. Srečno v leto 2022.